Živijo, v današnjem videu si bomo pogledali 5 nekako najbolj uporabnih, brezplačnih programov za snemanje. Gledal sem po različnih kriterijih in sicer prvi kriterij, da je brezplačno, torej da je program brezplačen za uporabo, da je možnost, se pravi, snemanja brez kakršnihkoli plačljivih vsebin. Druga zadeva, da je brez kakršnega koli vodnega žiga, se pravi nekih watermarksov, neke firme, ki je to izdala. Tretja točka, da je brez nekih snemalnih omejitev oziroma nekih recording limits, kar pomeni, da niste omejeni z nekim časom snemanja, da lahko snemate tudi 20 ur skupaj, če je pač potreba po tem. In pa četrta točka, da je dobra kvaliteta, se pravi, ko nekomu želite nekaj poslati oziroma ko želite nekomu nekaj obrazložiti, da to dejansko tudi vidi, ker je vsebina kvalitetno posneta. No, pa gremo kar na prvi program, ki ga imajo večinoma vsi, ki imajo Windows 10 ali kasnejše Windowse. In sicer tukaj vidite, sem v Google Search napisal Xbox Game Bar. Če od spodaj v svoj brskalnik napišete Xbox Game Bar, vam bo odprlo program. In tudi vidite, da če imate slovenske Windowse, je to tudi v slovenščini. Zdaj imate različne možnosti, se pravi, miksanja nekih zvokov, kaj točno želite, da vam snema. Imate možnost zmeševalna, povečevanja nekih zvokov, če nekaj predvajate, da zmanjšate. Tukaj imate tipko za snemanje, lahko imate tudi hitro bližnjico, da pritisnete tipko in tiščite skupaj Windows, Alt pa R in vam začne snemati. In v bistvu to je najhitrejše in najcenejše, da imate že na svojih računalnikih Windowsih in je mišljeno predvsem za to, za nekoga, ki igra neke igrice, zato se tudi imenuje Game Bar. To je torej prvi program, ki je brezplačen in popolnoma primeren in ga že ima večina na svojih računalnikih. Drugi program je Zoom, ki ga večina uporablja za neke konference, sestanke in pa neke meetinge. Program je enostaven za uporabo, ima sicer omejitev, kar je slaba lastnost tega, da lahko snemate samo določeno okno, se pravi, če imate več oken odprtih, samo določeno okno ali pa celoten zaslon. Zdaj, če ne želite celotnega zaslona deliti z ljudmi, lahko to naredite potem v editorju, ki ga pač uporabljate za skupaj zlagati vaše posnetke, ali pa izberete tak program, ki ga vam ga bom tudi v nadaljevanju predstavil in ga tudi sam uporabljam in ima možnost točno določenega okvirja na vašem ekranu snemati. Zdaj, v samem Zoomu greste torej v New Meeting, torej dejansko novo konferenco ustvarite, ki jo boste ustvarili v bistvu sami s sabo in potem imate tukaj od spodaj Share Screen in pa Record. Zdaj, če želite najprej določene stvari narediti, pa šele kasneje snemati začeti, lahko stisnete Share Screen, izberete, kateri ekran boste snemali, recimo, da želimo samo tale Chromovo okno. In če ste pozabili snemati in rečete, ok, zdaj od tukaj naprej pa želim snemati, greste enostavno tukaj na More in imate Record oziroma krajšo bližnjico Alt plus R. In potem to posnamete in imate zadevo posneto. Kakor sem rekel, slaba lastnost tega je, da lahko snemate samo določeno okno ali pa celoten ekran. Tretji program je Flashback Express. Flashback Express je dober za tiste, ki nimate nekega urejevalnika in potrebujete samo nekaj na hitro urediti, pa odrezati od spredaj in od zadaj in neko bistvo povedati. Torej imate dve možnosti, torej brezplačno in pa plačljivo. Pri brezplačni imate ravno tako nek editor, ki nima sicer nekih ogromnih možnosti in funkcij uporabe, ima pa to možnost plačljiva verzija, ampak za neko osnovno, ker smo rekli, da iščemo brezplačne zadeve, da nekomu
mogoče posnamete neka navodila, kaj more klikniti, da posnamete mogoče neko izobraževalno temo iz mogoče Worda, Excela ali pa nekih drugih programov, je popolnoma dovolj in odrežete lahko v tem urejevalniku njihovem od spredaj in od zadaj posnetek in ga shranite in potem tudi pošljete ali naložite na splet. Podobna zadeva je naslednji program in sicer PowerSoft. PowerSoft je v bistvu zelo podoben in je ravno tako primeren za neke izobraževalne zadeve. Nisem prepričan, da ima tudi editor, se pravi v tem primeru je Flashback Express boljši in pa ravno tako ni primeren za neke gaming zadeve, se pravi za neke igralce, ki želijo svoj proces snemanja, snemati igralstva, snemati v video formatu in ga potem deliti z javnostjo. Zato je torej bolj primeren OBS, torej Open Broadcaster Software, ki je open source. Možnost ga imate naložiti na Windows, Mac ali pa Linux. Prednost tega OBS-a je, da ima možnost, kakor vidite tukaj, da določeno okvir določite, kaj vam bo točno snemalo, ker tudi jaz zdaj trenutno, ko snemam, imam okvir določen, imam zraven pri strani spisek, kaj vam moram povedati in tega vi ne vidite. Potem, kar ima še prednost, je ta, da si lahko, če imate kamero, vžgete tudi kamero in ob enem snemate v bistvu screen, se pravi vaš zaslon in pa tudi sebe, ko nekaj razlagate, da vas je videti. To je recimo prednost, slabost pa je to, da nimate nekega urejanja, torej urejevalnika, ampak samo snemanje zaslona. In pa slabost je tudi to, ali pa mogoče prednost za nekatere, da ima res veliko možnosti, nekih tipk, nekih bližnjic, da si vse to shranite. Ena izmed stvari je še tudi streaming, se pravi, da lahko si v tem programu uredite, kako boste imeli postavitev za vaš stream in potem lahko direktno na Twitch, YouTube ali pa Facebook streamate s pomočjo tega programa. Torej, ta program tudi sam uporabljam in mi je eden najboljših programov za snemanje zaslona. Zdaj, točno kako nastavitve nastaviti, da boste lahko kasneje urejali, pa mogoče v kakšnem drugem videu, da boste pravilno shranili, da boste pravilno nastavili zadeve in potem tudi urejali celotno zadevo lažje. Upam, da vam je kakorkoli koristil tale video, da ste našli tisti program, ki vam bo najbolj koristil, tisti program, ki je najbolj primeren za vas in želim vam en lep in prekrasen dan še naprej.